Torej, dame in gospodje, tudi v mojem imenu dober dan. Hvala, ker ste prišli. In ne zavod povem samo to, jaz si bom dovolil vam čestitati v današnjem dnevu. Mislim, da je današnji dan velik dan Slovenije, velik dan slovenstva. Vseh tistih, ki na to nekaj damo. In, kot je rekel uvodničar, dramski igralec, torej gospod Roman Končar, daleč od, jaz se upravičujem, sem opozoril na to, da malo težje okariram tu, če nekomu sem nekaj povedal. To tam ni kakšna škoda. Malo veliko stojalo, imate tega, tako da prosim, da bo na prvi tudi jaz svoje naredil. Se upravičujem, res. Ja. Še drugič. Torej, daleč od kakšnega koli naključja. Predno bo šel na svoj kratek uvod in potem bi želel tudi jaz in moj spoštovani kolega, soborec vojni za Slovenijo, poročnik Drnovšek Zoran, bi vam želela odgovoriti na čim več vaših vprašanj. Bi imel čist kratki uvod, pred uvodom pa naslednje. Kratka replika na včerajšnjo tiskovno konferenco. Samo nababilo na nje. Če sem jo to povezal, da se nisem niti mogel temeljito seznaniti s tem, kaj je bilo tam povedanega, pa pravzaprav pošteno vam povem, da me skoraj nič ne briga. Ampak gledajte, čisto kratko, vsi ste ga prejeli. Pozneje je dogodek za njo, oziroma za sklicatelja, ki se deklarira kot založba sanje, zanimivi izrazi tu in termini nastopajo. Jaz tudi mislim, da ni naključje, da to so sklicali včeraj nekaj sanje. Vas kar posilijo s tem, da je pozneje odmeval ta dogodek sestrelitve kot tragična napaka. Nikoli ni odmeval kot tragična napaka. Ta dogodek je bil moje zavestno dejanje in kaj, če še kolikrat ne ponovim to, se ste nekateri mediji že predstavili javnosti in zapisali v časopise, da sem rekel, tako rekoč prvi dan, da bi to naredil danes še enkrat, če bi bile iste okoliščine. In vam še enkrat povem in zadnjič, lepo prosim, ja, vse me silijo to, da sem še znova premislil to dejanje. In pretehtal vse vidike, ampak jaz ne najdem ene lise, ene napake v tem dejanju. Zgolj to, da sem vrhunsko, profesionalno, ko se spodobi za poveljnika brigade, ki me je bila zaupana varnost, glave slovenske države opravil svoje, kar sem mogel napraviti. In ne bi razlagal nič drugega v zvezi s tem. No, ostalo pa na moj, že kar pregovoren način, ker sem, zdaj to počnem in vem, da bom dokler bom živ, to je način mojega preživetja. Vedno vnašal v moje nastope, resne nastope, vedno kanček humorja. No, poglejte, zdaj se demo malo pošali. Založba Sanje je sklicala tiskovno konferenco, gospa je pa sama pravi, ne? V hiši sanjajočih knjig. To ni šala, si to piše, to sem vam napisal. Samo usmerjam na to pozornost. Kdo se nastopa in kakšne sanje se gredo. In so vas povabili, da bodo tu predstavili nekaj, kar bo oprto na vrsto dokumentov. Lepo vas prosim, kateri dokument pa do danes ste prejeli? Razen enega pamfleta, ki je bil po naročilu hibrida slovenske partije, slovenske udbomafije, katere vrhovni komandant je Milan Kučan, narejen, načrtno, pravočasno. In z njim so izvršili ognjeno pripravo, pravimo vojaki temu, teritorija. Prepotovali lep ko Slovenije. Vsa ta druščina, ki jo jaz imenujem, zopet na moj način, se opravičujem, ampak zelo resno mislim, daleč od subsidiarne tožilke Emilije, to je po moji novi verziji familija Merlak Krivic Kučan. Pa boste videli, da te šal je zagotovo toliko resnice, da je daleč od šale. No, dokumentov ni, prosim, ne jih dajo. Drugih dokazov, vidite, kako vas lepo skušajo zavajati. Izjav prič, kje ste že kakšno slišali? Seveda se pogosto imenujejo tu imena Jelko Kacin, Elorijevec, še nekateri. Je pa zakaj ti korežni fantje ne vsedajo tako, odsedem jaz pred vas in se pripravljam na vsako vprašanje odgovarjati. Če žene od Rijavca, spodobilo bi se od gospoda Kacina, ki je visoki funkcionar te države, ki ni tega spregledal,
Vem celo iz dan ali dva nazaj, ko je prva vlada obeleževala izvolitev na Brdu, so ga tako rekoč vsi spraševali in je zamahal roko, pustite to. Prašte ga malo pozdravijo. In če ima kaj pri tem, potem ne prevzame tudi odgovornost. Ne uprditi meni na moja ramena. Jaz s tem nimam nič. Razen s helikopterem, ki sem ga zavestno sestrelil in še 100-krat bi ga. Nekaterih vojnih veteranov, ki s svojim delovanjem izvajajo nezaslišane pritiske na to gospo, ki je sama. Ja, jaz ne vem enega samega primera. Naj imenuje, kdo so te veterani. Ter s politizacijo kazenskega postopka onemogočamo delo sodišča. A jaz ga politiziram, dragi moji. Torej, in iskreno dobrodošli, jaz bi to pretvoril na način mojega humorja, v zahrbtno dobrodošli. In očitno je ta gospa, Bog si ga vede zakaj, obsedena z pozami iz ozadja. Boste videli, da tudi v tem namigu ni kar tako. Toliko pred mojim uvodom. Kratek moj uvod. Spoštovani, danes je velik in hkrati majhen dan. Ta dan je premišljeno, strateško premišljeno izbran kot dan udara, seveda na videz name. V resnici je pa ta udarec usmerjen v to, kar je bil rezultat tega dne pred 26 leti. In prepričan sem, da je to udarec v sam, sramotni udarec, cinični udarec, v sam epicenter slovenske osamosvojitvene časti in ponosa. Za to se gre. Tu se skrivajo nameni. Jasno, da tu igrajo vsak svojo vlogo. Familija, od tu naprej samo še familija, nikoli več ne bom imel Emilija, ker to je daleč od resnice, to je manipulacija. Boste videli, kakšna familija, ko pridemo na to familijo in njene vidnejše člane, katerih vseh še nisem uspel rekonstruirati. Nekatere pač, enega pa tako kapitalnega, da si prav misliti ne morete. In o tem je tisti zapis, ki ga imate na 10 slikic na enem papirju. Se bomo potem pojasnili. Boste videli, kaj sem dal ven danes, sicer sem pa šparal to za svojo knjigo. Sem mislim, da je prišel čas, da pomagam. In vam jaz pa z dokazi pokazati, zakaj gre. Ne zdaj pričam ti pričo, kot oni to počnejo. Jasno, da igra vlogo Masleša in njegova hierarhija, eksekutive našega pravosodja v žal demokratični in kot se hvalijo pravni državi. Ja, pravna. Tako kot Severna Koreja. In seveda, polno ciničnosti, ki sem jo navajen z njihove strani, vsa leta, kar se z njimi dajem. Začenši, vsaj jaz sem to opazil prvič očitno pod okoliščinami in dejanji, znanimi vam podepala vas. Verjemite mi, prihaja malo dan, ko bomo na to temo sklicevali še kar nekaj, ne eno, nekaj tiskovnih konferenc. Boste videli, kako bo zanimivo odstirala pač podobe in dejanja tistih, ki so uspeli 25 leti obdržati krinko na svojih facah, umazanih facah. Seveda vsa ta ciničnost morda je v tem mojem primeru, ki je majhen primer v odnosu na strateški cilj, pa vendar pomemben, izražena v tem, da me na današnji dan pozivajo in ne bodo tam nekaj pač zasliševali, kar bodo z mano počeli pač na osnovi kazenskega zakonika Socialistične federativne republike Jugoslavije. Mene briga, če ste novinarji, drage sorojakinje, sorojaki. Če imamo ne vem kakšna prebavila, je možno to prebaviti. Vprašajmo sebe, ne poslušajte mene. Sramot. Kot sem rekel, udarec v čast in ponos, če jo še nekaj premoremo. Guštirajo sistem. Pijani od moči, ki jo izkazujejo že toliko let. Sem mislim, da se bo to malo končalo, tako čutim. In v tem uvodu sem še nekaj. Na jasen in razumljiv način povedano enkrat, če nihče do zdaj ni zmogel, povedal bo to Krkovič, kot je naredil dejanje 17. maja.
če bi se zaujčkal v tiste prehodne občutke, ki sem jih tako prijetno doživljal med letoma, bom rekel, ali pa leti, bom tudi to tako povedal, ker so 3 leta nekako 91, 93, ne? Torej bi se krepko uštel. Ampak gledajte, jaz sem doživel kalvarijo, znano pod Depala vas. Vem, da nikomu tu prisotnih in državi, tako rekoč, si upam več kot predsednika države, da to ni še približno nejasno, kaj se je tu dogajalo. To ni bila zgodba o Buški in Hruški v Depala vas. To je 7 mesecev trajajoča umazana obveščevalna igra Slovencev, infiltriranih v naše demokratične institucije, predvsem represivnih organov, ki so se sposojali lažna imena. Vse je dokumentirano. Danes je tu človek, povabil sem ga, prosil sem ga, evo, bom povedal, čisto tako kot je. Tu je Darko Njavro. To je oseba, ki je bil moj izbran oficir za varnost v brigadi Moris. Vedel sem, kaj sem izbral, ker sem imel razloge za ta izbor. On je bil ta človek, ki sem ga jaz vodil in njegovi ljudje, ki smo jim zlomili hrbtenico, jih razkrinkali, ampak javnost tega ni razumela, ni dojela še. In kratko malo rečeno, prišlo je v zgodovini do točke in do primera, ko ni UDBA in kontraobveščevalna služba prisluškovala meni, ampak zdaj povem, ker je 20 let mimo lahko. Seveda bojo vsi kričali nezakonito, ja kako pa naj, če se moram braniti. Krkovič je poslušal UDBI in kontraobveščevalni službi. Napišite, da bodo enkrat vedeli. In zato sem jim zlomil hrbet. Javnost pa ni poprijela. No, mislim, da prihaja čas, ko bo to še zelo aktualno. Doživel sem marsikaj do danes. Sami dobro veste, marsikaj, veliko tega pa ne. In povsod je bil ozadej, kot se temu reče, dihal mi je za vratnik in mi še vedno diha en sam človek. Preko mene uničuje slovensko osamosvojitev, slovenski ponos. To je človek, ki ga po 2010 letu tako težko izrekam z imenom priimkom, ker si tega ne zasluži. Ampak bom v metafori, moj značilni način izražanja povedal, pa boste točno vedeli, kdo je. Če ne bi dal to vse skozi, kar sem dal, kar mi je on naredil, drugi so pa kot vedno izvajali, seveda, se nikoli ni on tega nič naredil direktno. Ne bi si mogel nikoli niti misliti, da je možno toliko strupa spraviti v tako majhno, v tako malo modro flaško. Rebus, razbrzdajte sami, kdo je to. In prosil bi, če gremo na obtožnico. Samo en del obtožnice nove. Namreč, tukaj moram še pokomentirati nekaj. Kot verjetno gotovo veste, bilo je tudi po elektronskih poteh poslano, torej nov dodatek, ali pa, ne znam, tudi trudim se, ne, sploh je opredeliti pravilno, formalno, ker me to res ne briga. Naj počno, naj gredo. Vsi bredejo blato sami. Nekateri pravi, da je dodatek, drugi, da je na novo izpisana, kakšnakoli že ta obtožnica na 8 straneh, mislim, da na 21 strani podlage. Jaz opažam, seveda sem jo prebral, sem jo tudi naštudiral, opažam eno samo spremembo. V bistvu gre samo za izražanje variacij na eno in isto temo. Kopica neumnosti, za moje pojme, tudi nonsensov strokovnih, ker bo strokovnjak, poročnik Dernovšek vam razložil danes, da bomo razčistili ta strokovni vidik, kaj je ta odzadej, kot ta gospa, stalno odzadej, pa odzadej, resnično ima obsesijo s tem odzadej. Gotovo boste videli, da ni to brez razloga. No, v tej obtožnici je samo ena stvar, ki mi je zbudila dodatno pozornost. In prosim, ker jaz tega ne vidim vzadej, upam, da ste jo projicirali. Ta stavek. Z modrim pointerjem podkrepljen. Bodite pozorni na to. Drugo je vse isto, variacija na isto temo. Torej, na tej točki me obsojajo. Zdaj, učenje strateški manever, vojak sem, ne morem drugače. Ne? Gre za isto smer, ampak ker so nas toliko poslušali in na tiskovnih konferencah, predvsem se mi zdi, da so temeljito morali ta familija, tudi člani, ki jih
niso na slikah, ampak so seveda gotovo strokovni tim, kajti ta gospa subsidiarna tožilka ni od ozadej, ni sposobna napisati. In jaz povem, torej tu so strokovnjaki, če se tako izkazuje kot frontman te familije, gospod Krivic, žal mi je, to so njegovi izbranci, ki sestavljajo te razne obtožnice, ampak kaj je zanimivo? Da je ta obtožni predlog bil izdan ven točno tisti dan, ko je sodnica, gospa Cenerjeva, ki je očitno žrtev, izkoriščena žrtev tega procesa. Poglejte, ni težko ugotoviti. Ko je primer zavrgla kot neumnost, seveda je tu nastopa neki senat, stvari sploh ne razume, kako to laufa, in kar naenkrat so tisti dan izpisali, dobili novih toliko in toliko strani te nove obtožnice. In senat vrnil sodnici nazaj, da pač me mora ponovno zasliševati. Ja, tako se me da zasliševati do smrti. In bojim se, da bo to dolgo trajalo. No, kaj pa je novo potaknjenje remen? Seveda, takrat so mi skušali prikazati, da sem ne znal in ne vedel osnovnih določil kot komandant take enote mednarodnega vojnega prava, kar absolutno ni res, ker ne gre za eno samo kršitev z naše strani v vojni, ampak zdaj mi očitno potikajo, tako sklepam, tudi vidik kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Tako ocenjujem. Kajti tu je navedeno, nekje se da razumeti, da sem jaz ogrožal Sloveniji civilno prebivalstvo, očitno po primeru popov ga oni ni in oni niso, se pravi zamenjati želijo napadalca in branilca, in seveda s takšnim nonsensom strokovnim postreči, tu bom dal potem tudi besedo mojemu spoštovanemu kolegu, da vam bo razložil enkrat zavedno, zakaj je tu šlo strokovno, potakam, da v primerjavi, da gre za sestrelitev od zadaj, spet smo zadaj, čisto nobeno stvar ne znajo od spredaj, to dobro vem, da gre za enak princip, ampak posebno izenačijo z matematičnim enačajem, tako kot bi človeka neboglenega, nemočnega ustrelil v hrbet. To si lahko preberete na projekciji, upam, da je ta projekcija. No, to bi jaz zaključil in bi zaenkrat, potem bo pa seveda odgovarjal na vsa vaše vprašanja. Gospod poročnik Drnovšek, Zoran, izvolite. Hvala. Ja, da se kako kaj slišam. Želel bi vas najprej pozdraviti, potem bi se pa takoj lotil strokovnega mnenja oziroma dela obtožnice. Mogoče sem jaz eden od tistih teritorialcev, ki gre na živce gospe Potočnjakovi, ker zagovarjam resnico. Snov sem se srečal v času, ko ne bi pripravljala knjigo. Sama je kasneje izjavila, da je praktično vse moje navedbe zavrgla. Vse moje navedbe so bile na seji odbora za obrambo, tista slavna seja, ki se je pisala, pa pojavljala, pa še vedno ni cela na internetu, so se potrdile. V tem konkretnem primeru sestrelitve v Ljubljani lahko rečem sledeče. Prvič, ta helikopter v Ljubljani je bil sestreljen 45 minut po tistem, ko je bil sestreljen raketno-desantni napad na IK in učni center IK. Tam sem jih jaz, tisti desant sem jaz sestrelil. Zato vem, da vojska, vojaška kontrolna enota na Plesotu je morala o temu obveščati pilote. Da je v Ljubljanski kotlini prišlo do situacije, ko se streljali helikopterje. Noben ne bo rekel, da tega ni delala. Če pa tega ni delala, potem se pa resno vprašamo o strokovnosti vseh ljudi iz področja letalstva oziroma protiletalske obrambe, ki je iz te vojske v slovensko teritorialno obrambo prestopila. Potem je njihova strokovnost ni vredna nič. Normalna vojska namreč kot taki sestrelitvi obvešča. Torej pomeni, helikopter, ki je bil sestreljen 3/4 ure kasneje, ne bi vedel, da se na helikopterje strelja. To je prva zadeva, ki zelo bode v oči. Druga stvar od zadaj. Raketa Strela 2 in kasneje modificirana verzija Strela 2M je bila razvita v Sovjetski zvezi kot neke vrste maščevalno orožje, s katerim se strelja v rep letala, po tistem, ko letalo že odvrže bombe ali napravi svoje akcije. Gre za to, da je to raketa, ki se samo navodi na pasivni vir, torej na toploto motorja, kar pa pomeni, da je primarni način streljanja s tem orožjem od zadaj.
Namreč tam, kjer je izpušni sistem, ali lovca, ali helikopterja. Helikopteri, če ne veste, imajo pod rotorjem na zadnji strani izpušne sisteme. Večji helikopter ima običajno 2 izpušna sistema, levo in desno, manjša gazela samo na eni strani. In izpuh, torej močnejši vir toplotne energije, je vedno od zadaj. Glede razdalje, kako je bil helikopter zadet ali ne, problem pri raketi Strela 2M je v tem, da ima tako eno bližno mejo, gre za čas oziroma razdaljo, v kateri se raketa sprostijo vse varovalke in se oboroži bojno glavo, da je sposobna eksplozije ob zadetku. In ta razdalja znaša nekje med 500 in 800 metrov. Kar pomeni, da če je slučajno helikopter ali letalo bliže strelcu od te razdalje, enostavno ne more streljati na njega, ker raketa ne bi eksplodirala v udaru. Skrajni domet rakete po tehničnih podatkih je 4200 metrov. Na manjše helikoptere realno je ta razdalja pol manjša, zaradi tega, ker je njihov toplotni vir manjši od velikih helikopterjev ali reaktivcev. Torej, zadetek, verjetnost zadetka take rakete na nebranjen cilj, kot se temu reče, ta helikopter lahko štejemo za nebranjen cilj, ker ni aktivno obdeloval proti položajem teritorialne obrambe, je nekje od 11 do 22% z eno raketo. To pravi, tam sta bile izstreljene 2 rakete in bil dosežen zadetek. Glede tega, kako tehnično in taktično rečemo, da govoriti o napačni uporabi je nesmisel. Po bojnih pravilih uporabe raketnega oddelka protiletalske obrambe, tako prejšnje vojske, kot originalnih ruskih in kokrat tudi naše vojske, ki sem jih jaz osebno pisal, in seveda izhajajo iz prejšnjih pravil, je poveljevanje v primeru, da obstaja radijska zveza, poveljevanje strelcem za neposredno izstrelitev nekaj običajnega. Še posebej zato, ker, kot sem rekel, je verjetnost zadetka z enim samo raketo majhna in se največkrat strela v salvi z 2 ali 3 raketami. In tako salvo ne more uskladiti strelec, ki izstreljuje raketo, ampak ga mora nekdo z glasom poveljnik usklajevati. Zbrav, to je ta del, govorimo strokovno-tehnično. Z gospod Podočakovo so se zapletla potem v diskusijo, ko mi je razlagala mednarodno vojno in humanitarno pravo. Ko sem jih pač odgovoril, tako še enkrat povem, z gospod, ki nikoli ni rabila polagati izpita z tega področja, težko diskutira. Jaz sem moral izpit položiti na šoli za častnike pri dr. Savin Joganu, ki je po moji oceni verjetno ta trenutek eden najboljših strokovnjakov v Sloveniji za to področje. Večina pravnikov, ki trdi, da so strokovnjaki za to področje, je po vsej verjetnosti na nivoju laika, kot da bi recimo to eden od vas razlagal, ki se s tem sploh nikoli ni še srečal. Namreč eno je, kar piše v knjižici, ki jo dobi vojak, kjer so ta pravila zelo poenostavljeno razložena, in v obtožnici vidim izvlečke iz teh knjižic. Drugo je pa, kar v samih konvencijah piše, kjer so pa stvari bolj podrobno razložene in natančno precizirana, kaj je kaj. Jaz sem se tukaj recimo dotaknil konvencije, tista prva konvencija 37. člena, na kjer ga se nanašajo. V knjižici priročnik za navadnega vojaka piše, prepovedano je zahrbtno ubijanje nasprotnikov. V konvenciji piše, prepovedano je perfidno ubijanje nasprotnikov in noter natančno piše, kaj je to perfidno. Zloraba bele zastave, zloraba pogajanja, zloraba, da se delaš, da si ranjen in podobno, in ko ti človek pride pomagati, da strelaš na njega. To so perfidne zadeve. Torej, zloraba praktično tistih dogovorenih mednarodnih znakov ali stanj, kjer naj bi nastopilo humanitarno pravo. To je perfidno. V tem primeru, o čemu takemu ne moramo govoriti. In še ena stvar. Se nihče od vas ni vprašal, zakaj med vojno za Slovenijo in kasneje o sestrelitvi na Igu, za katero celo Jugo armada priznava, da je bila čista Kosovza po sistemu mednarodnega prava vojaškega, ni bilo skoraj nič govora v medijih, medtem ko o sestrelitvi v Ljubljani, ki ne bi bila pa tako sporna, se pa stalno piše. Glejte, jaz verjamem, da sta bila gospod Jerko Kacin in pokojni Merlak prijatelja. Tudi verjamem, da je imel ta pilot precej prijateljev
v Sloveniji. Vendar, vas bom nekaj vprašal. Niste nikoli pomislili, da toliko veliko propagande v času, ko so bili pozivani slovenski oficeri, da prestopijo iz Jugoslovanske armade v TO, o enemu, ki naj bi nesrečno umrl, da ni bila samo zloraba v vojno-propagandne namene? Jaz bi o temu resno poprašal gospoda Kacina, ker on bo znal odgovoriti. Mi pa nismo tisti, ki lahko odgovori. Pa še to bi rekel. Jaz sem šel skopati celo svoj bojni dnevnik, zadevo, ki je nastala praktično v prvih dneh julija 1991, to sprav po svežih spominih. Glejte, kaj piše. Ob 18:00 sem dobil ukaz, da se strelim vsak helikopter ali avion, ki bi letel v dosegu strele 2M. Pazite, o čem govorimo? To ukaz sem jaz dobil od poveljnika 510. učnega centra, gospoda Šuligoja, v prisotnosti dveh njegovih častnikov, in sicer gospoda Faladorja in gospoda Hodolina, torej njegovega namestnika in pa pomočnika za učne zadeve. Na odboru za obrambo se je gospod Butara javno pohvalil, da je on bil tisti, ki je ukazal gospodu Šuligoju, da to naredi. Kar pomeni, da ukaz, ki naj bi ga Butara osebno prenesel v taki obliki do Šuligoja in on do mene, je torej zdaj pri gospodu Krkoviču pa sporen. Veste, obrambno delovanje, ki ga je definiralo predsedstvo, v primeru uporabe strele 2M pomeni streljanje na vse cilje v zračnem prostoru v dosegu, kjer doseže raketa, torej 4200 metrov krog. Nič drugega. Samo obrambno pomeni pa nekaj drugega. To pa streljaš takrat, kadar je napadeno tisto, kar braniš, ali ti sam. Ampak pri streli 2M obstajata samo te dva načina delovanja in uporabe. Tretjega ni. Razen, če so ga piloti, ki se gibajo zdaj okoli gospe Podočakove, izumali kakšnega novega. Dvomam pa, da se bodo Rusi, ki so naredili to raketo, strinjali z njim. Hvala zdaj. Spoštovani in preostanek časa, zelo na hitro, bil posvetil predvsem razkrinkanju ključnih oseb familije Merlak Krivic Kučan. Prosim, dajte mi to sliko. No, pogledajte, samo ključnih ljudi, to je nov element. Lepo prosim, če še kdo tega ni vzel, vzamite, ne bo vam žal. To je zapis v rokopisu te osebe, ki jo imate tam prikazano, rabil sem nekaj časa, da smo ga prepoznali. To je drugi človek kontraveščevalne službe korpusa Jugoslovanske vojske, torej Ljubljanskega korpusa. Njegov šef je bil polkovnik Malkoč. Poglejte malo za nazaj. Človek, ki je človek neomejenih pooblastil. Človek, katerega smo mi, ko sem rekel, ni on poslušal nas, mi smo poslušali njega. Človek, kateremu sem jaz odtaknil dvojnega agenta. Ta človek je danes tukaj in želim, da ga se vidite in naj spregovori se par besed in naj pove, predvsem prosim, Darko, ko boš na vrsti, povej medijem, kaj je ta oseba, ki jo tu vidite, rekel na nekem pogovoru, ko je bilo vprašanje raketiranja moje hiše. To je dokumentirano. Skratka, to je znani kapetan prve klase Šefket Suljević, ki živi danes v Sloveniji, tako kot večina generaliteta Jugoslovanske armade. In on je član očitno te familije. Jaz sem bil presenečen, šokiran sem bil, ko sem to videl. Zato danes dajem ven iz svojih arhivov na koliko, mogoče 9 straneh napisan in podpis njegov. Preberite se, ko je ni bilo več izbire in ko je dobil svojo porcijo, tako bom rekel, v neki celici na Povšetovi to napisal. Pa naj pove, ga boste poiskali, naj se še vam pokaže. Poglejte tega famoznega gospoda, ki je dan zelo siv z konjskim repom. Še kako se mi poznamo. In o drugih ne bom govoril. Bom postavil samo 2 točki v razponu. Boter familije. Kjerkoli se pojavlja na te sliki, tudi če za kakšnim grmom, on je glavni. In kontrapunkt njemu na drugi strani je gotovo ta bandit Suljević. Veste, zakaj pa je imel nadimek? On je Šefket Suljević, popularni.
Imel je pa nadimek Gravš. To sem vam napisal. Tako so se izmislili oni, udbaši v svojih hecih. Veste, zakaj je imel ta nadimek? Zato, ker med drugim pa je, tako so meni povedali, ko so pošiljali oficirja na vojaške vaje, je on in njegovi so radi obiskovali žene, ki so bile osamljene doma. Moj namik je na moč jasen. In 3 pike naprej. Druga je intima. Jaz vam danes povem, jaz imam 10 vprašanj za gospod Merlakovo na sodišču. Lahko poveste. Ne bom jih tukaj izpostavil, so preveč intimna. In seveda bom pogojeval, jaz bom danes odgovarjal na sodišču, tudi na njena vprašanja. Dajmo razčistiti enkrat do konca. Ampak pod pogojem, da bo tudi ona odgovarjala na moje vprašanje. Zadeva bo postala precej tesna in delikatna. In zaključek tega dela. Se spomnite, pred časom, seveda predvsem nisem v začetku sploh pomislil v to smer, tudi jaz ne, ampak seveda vsa stroka možna se je začela angažirati, tudi povsem samoiniciativno, da bi rekonstruirali, da bi izpostavili vsaj eno realno hipotezo o tem, zakaj je ta človek, pilot, govorimo o njemu, letel v sektorju, kjer ne moreš ostati cel. Se bi ga morali reči, prej se streliti. No, jaz sem se lepo vprašal in zapisali ste in ponovno se vse bolj sprašujem. Kaj pa varianta samomora? Glejte, letel je nad svojim domom. Ko je preletel, kolega moj bolj to ve, je tako, oni govorijo, pomahal s krili, poslovil se je. Vem še en podatek. In vprašal bom gospod in sprašujem preko medijev. A je res, da je njegov sin, njen sin, subsidiarne tožilke, ki je danes pilot v Slovenski vojski, služil drugo generacijo vojakov v Slovenski vojski. In a je res, da ga je v Mostah obiskal, upam, da so Moste, sicer me pa, prosim, popravi, tako. A je res, da ga je obiskal šef Kesuljevič? Nič več o tem. Preberite si zanimivo pričanje tega. Še bo živo, če so začeli. Med drugim tudi tu, nekaj, kar sem danes spekel, pa nimam več. Žal, pogledajte si njegov mail, ki ga je on ali pa njegovi meni poslal leta, 20 let nazaj. 3 izvode imam, če vas zanima, izvolite. Gledajte to. Vse to so te gangsteri. In seveda znotraj tega polno njih. Toliko o familiji Merlak. Danes bom tudi na sodišču dal vedeti, gospe, in povem tudi preko medijev. Torej, jaz sem se odločil dokončno in če je prevzela to vlogo, ki jo igram, na katero sem v začetku opozoril, sem se tudi odločil, da bom vložil tožbo zanjo direktno. In sicer, tako kot sem si to pripravil, ker nisem pravnik, sem si napisal, vložil bom odškodninsko tožbo proti subsidiarni tožilki za duševne bolečine zaradi blatenja dobrega imena in moje časti. Naprej pa prosim, res, ki ni časa veliko, prosim vprašanja, kako bom govoril. Alko, ni nam zgoreli. Izvolite. To je toliko namehno, a nam lahko ste mogoče v parih stavkih povedati? Gospa, lejte, to v parih stavkih povedati, to je pisanje, si predstavljate v celici, po toliko dneh zapora, ker je prej, ko je bil ujet, vse lagal. To je zgodba za celo tiskovno konferenco, če boste hoteli. In tukaj je pa, ko smo Njedoviča ujeli, njegovega šefa, enega od njegovih šefov, tako bomo rekli, doma v stanovanju, nagega v kopalnici, ga zvlekli v zapor. In ko ga je videl v sosednji celici, no, tam se pa zlomi takim tipom. In je on to napisal. Jaz vam ne moram to nič povedati z enim stavkom. Preberite, kaj je napisal, kaj je počel. Darko, lahko, če si tukaj, prosti. Darko je mogel oditi. Mogel oditi. Dobro, ne bomo o tem. Prosim, vprašajte me še naprej. Izvolite. Vasja Čepič, Planet. Gospod Krkovič, vi ste vedeli, da so gazele na neoboroženi helikopteri, ne? Ne, to se ne tako vidi. Zopet bi dal kar, pa ste mene vprašal, mesto odgovoril, prosim, pa naj me strokovnjak, zato ga imam tu dopolni. Vi tega ne vidite, ampak ne glede na to, jaz pravim, vsak bicikl, ki ga vozi vojak v vojni, namreč bila je vojna, je bojno sredstvo, je bojno transportno sredstvo. In helikopter nedvomno. Ta helikopter ni bil helikopter, ne vem, po svetu sem jih veliko videl, ker ga farmerji kupijo, pa se pač vozijo po poljih z raznimi barvami opremljen, torej polno označen, opremljen helikopter, ki je pa njegov specialni namen je pa izvidništvo, veste, to je izvidniški helikopter. In pri vprašanju sestrelitve
takšne vrste helikopterja na cono, jaz sem vam zadnjič pa bom zdaj ponovil, torej jaz sem izvajal krožno sistem, strokovno rečeno, sistem krožne koncentrične obrambe. In to seveda sem bil zadolžen za prvi sektor, za prvo cono, direktno vezano na objekte in osebe vrha države. Torej, izvidniški helikopter, če si dovoli leteti v neposredno bližino, jaz rečem še enkrat, če ga ne bi sestrelil, jaz bi prosil, da se bi sestrelilo mene. Ja, točno, bravo, bravo. Dajmo se mi, prosim, obiskovalci, ki ste tukaj v nenovinarski vlogi, dajmo se zadržati, lepo prosim, ker je ta tiskovna konferenca namenjena v prvi vrsti medijem. Zato prosim mediji kar pogumno še teh minut 15. Kar vprašanje. Ostali pa prosim, da smo tiho. Ste do 30. trenutka že kdaj slišali, da se je Jelko Kacin domnevno dogovarjal z Tonijem Mrlakom za prestop? Nikdar, niti besede o tem, pa tudi to, jaz za ime Tonija Mrlaka, do tega izziva, oziroma seveda takrat ob sestrelitvi, takrat sem dobil podatek, jaz sploh nisem vedel, da obstaja. Ste vi imeli morda v glavi, ste se razmišljali, preden se je to zgodil, da bi ta ukaz zavrnil, ker vemo, da je tudi, recimo, gospod Butara je letos položaja, zato ker je za en ukaz zavrnil. To se v vlogi, ko sem jaz imel takrat, vedno v odnosu na mojo nalogo, moja naloga pa, prosim, vedno skozi to pogledajte, ni bila takšne vrste, da bi jaz v tem trenutku rabil kogarkoli spraševal. Moja pooblastila so bila tukaj absolutna, torej odločitve izključno moje in nihče ni imel pravico posegati v to. Razen, če bi bilo izrecno naročeno tisti trenutek, zdaj pa se nekaj zgodi, moraš ravnati tako in tako. In ta ukaz bi mi morala dati koordinacijska skupina. Jaz bi prosil, če ste pozorni na ta dokument, to je nov dokument, pogledajte ga na steni, ker je izrecno, eksplicitno napisano, pogledajte, bom prebral v prvi točki. V zvezi s tem ukazujemo, bi morali napisati, kajti posebnost slovenske organiziranosti je bilo v tem, da na čelu naših formacij niso bili tipično samo vojaški poveljniki ali pa vojaška poveljstva, ampak koordinacija. To je rezultat manevrske strukture, ki je ustvarila simbiozo med vojaško in policijsko strukturo, veste, ne? To je posebnost. No in tu so podpisani vsi, ki so to pravico imeli, tašen ukaz izdati. In to je nov papir, ta še ni bil pokazan. Butara je recimo Slaparju rekel, da ne bo izvedel napada na Rožo. No, kako si, ne vem, vas gospod čist pa ne zamite za provokacijo, prosim, bom na tak način samo odgovoril. Vas smem vprašati, ste bil vojak? Čisto. No, ne provociram, samo zato, da bom lažje odgovoril. Če niste bil vojak, potem prosim, verjemite mi, da poveljniki v vojski, kjer velja sistem hierarhije in subordinacije. Kaj pomeni subordinacijsko načelo? Najprej izvrši, potem se žali. To je tako v vsem svetu. Zato je vojska ni civilna organizacija. In torej Butara, s tem, ko je izdajal edinole ukaze, s katerimi je preprečeval izvajanje ukazov, je res en pravi Butara in je prav nerodno, da nastopa v takih vlogah, slišim, da na zadnje na tiskovni pa prav že skupaj z omenjeno familijo. Torej, on ni ravno korektno po moji strokovni oceni, jaz pa zase mislim, da sem vrhunsko profesionalno opravil svojo vlogo. Da ne boš nazaj to, kaj bi pomenil napad na... Kar prašite me, ni problema. Kaj bi pomenil, če bi takrat Butara, Slaparja in verjetno tudi gospoda Janšo poslušal in napadil vojašnico, kjer je bila močna posadka? Gospod, to prašite pa njega. Ja, dajte, mislim. Kaj ti napast se da tako ali drugače, pa še na tretji način. Veste, ne moram jaz odgovarjati na tako vprašanja, jaz jih opredeljujem kot področje metakognitive, ta izraz že nekaj časa uporabljam. Ta vprašanja stroki naslovite, da bo ugotovila, kaj je on mislil in kaj bi bilo, če bi bilo. Bilo je tako, da je Krkovič se strelil genialno, oprostite, genialno. Tu je strokovnjak, pa vam naj pove. Krkovič je ukazal zdaj. In prekleto se razmišljal selektivno, kdaj in kje, da nisem nikomur, razen tistim, ki je bilo treba, lasu skrivil. Zakaj ne obrnemo zgodbe in jo tako prikažemo? In ni lahko, seveda je težje nad mestom izvajati operacije, pa kljub temu vojak mora znati in prevzeti odgovornost. Prevzemam jo. Prvi dan, ko ste me vprašali, oziroma so me izzivali v prvi obtožnici in zahtevali od mene imena operaterjev, a sem lepo pošteno rekel kot komandant enote. Jaz se nikoli za svojimi borci in svojimi oficirji nisem skrival, za Boga milega. Tam se ni smelo, kdo me je poznal, ničesar zgoditi brez mojega vedenja in brez mojega ukaza. Gospod Krkovič, zadnje vprašanje imam. A vi mislite, da bi do tega sodnega procesa, ki zdaj traja, zaradi katerega smo danes tukaj,
prišlo, če bi morda imeli vi drugačen odnos do tega, da ste rekli, 100-krat bi še to naredil. Ja. Zelo pošalili ste se, čeprav gre za človeka, ki je umrl, bil je Slovenc, na takrat nominalno napačni strani. Samo to me zanima, tudi v določeni literaturi se kljub željam, da bi se popravil njegova vloga, se to ni zgodilo. Mislite, da bi prišlo od tega, če bi imeli morda drugačen odnos vi do tega? Kaj pa oni? A ne bi lahko prek meni prišli in preverili vse parametre in se z mano pogovorili? Jaz sem se soočil s tem primerom in s tem izzivom samo skozi obtožnico, ki mi je bila poslana domov se strani sodišča. Kaj pa to? Jaz imam čist normalen odnos. Zato, da je bil on Slovenec po rodu, je v kontekstu konstelaciji takratnih razmerij formalnih, gospod, popolnoma irrelevantno. Mi nismo streljali nekoga, je Slovenec, ni Slovenec. Mene vojaka zanima samo uniforma in insignije, ki opredeljujejo napadalsko in branilsko stran. Jaz sem bil branilec, on je bil agresor, z vsemi oznakami opremljen. In če bi bil, pa ki ste malo nervozen ob tej moji 100-krat, bom pa rekel 1000-krat, če bi bil 1000-krat Slovenec, mene to sploh takrat ni brigalo. On je imel možnost, vsi drugi, da bi pravočasno k nam prišel na našo stran, pa tega ni naredil. In zdaj ne bi želel jaz sebe negirati in stopiti v sfero metakognitive. Tega ne bom počel, jaz sem vojak. A imate orožje s seboj? Vedno. Danes? Tudi danes. Zakaj? Zato, ker biti vojak enkrat pomeni biti vojak vedno. In zame to ni, se upravičujem, če bi imela na sebi kakšen okrasek, to je zame pač podobno, kot ženska nosi okrasek, to je del mojega simbola, jaz imam svoj prstan, jaz imam vedno, in če me za danes vprašate, se lahko pohvalim z nečim, ker dobivam take čestitke, kot vidite, jaz sem dobil kot darilo od mojega sina, Tonija, ki je najmlajši pripadnik bil takratnih formacij, udeležen pri mojem početju v maju 90, v darilo pištolo, Glock, fantastično pištolo, če bi bilo, ki je druga, ne bom danes tega naredil, če je druga okoličina, bi vam z veseljem to pokazal. In jo vedno to orožje tudi prijavim, jaz imam dovoljenje za nošenje varnostnega orožja in vedno, če grem v parlament, jaz to prijavim, tudi fantje varnostni, ki si to zanimanje ugledajo, vejo, da vedno kaj zanimivega s sabo prenesem, torej v tem ne vidim nič posebnega. To je del mene. Gospod Krkovič, če bi vi pa vedeli, da se je domnevno Jelko Kacin dogovarjal z gospodom Marlakom za prestop, če bi vi to vedeli neuradno, pa bi prišel ukaz, se strelite vse helikopterje, bi to tudi storila, ne? Ne, ni res. Veste kaj, zdaj spet dajete eno predpostavko, ki popolnoma ni realna. Vi v helikopterju, ko ga se streljate, ne vidite, kdo je notri. Jaz bi samo to ne izgrešil pod enim pogojem, vam direktno odgovorim. Če bi bil izrecen ukaz, prileti helikopter, ne streljaj. Če bi iz pristojnega organa dobil takšen ukaz, potem tega bi ta ukaz, isto kot sem se druge spoštoval. Vsi drugi vidiki pa zame kot vojaka in komandanta takšne enote, še zlasti takšne, kajti če se streliš, preprosto, tudi če niste vojak, gotovo pa igrate malo šah. Ko se strelite kralja na šahovnici, je igre konec. Lahko še jaz eno zadevo, Prosim. glede na današnji datum 17. maj 1990, začetek nastanka manevrske strukture. Obstaja en zanimiv dokumentarni film v produkciji Televizije Slovenija, novinarka Helena Hodar, v katerem tudi vi nastopate. Imenuje se 2113-62 in v tem dokumentarnem filmu nastopate skupaj z človekom, ki ga ne želite imenovati, govorimo o bivšem predsedniku republike Milanu Kučanu. Zanima me, glede manevrske strukture, ali je ta dokumentarni film blef? Kdo je vedel za ustanavljanje manevrske strukture, če lahko poveste kaj več? Ja, tu pa bo zadrega, seveda, vam pa naprej povem, druge ne bo nikjer, kar boste vprašali, ampak seveda nimam drugega orožja kot resnico in jo najraje uporabljam. To je ta film, o katerem vi govorite, je bil posnet kot dokumentarni film. Mislim, da je bila režiserka gospa Helena Hodar, v vsakem primeru nacionalna televizija. In seveda gre za živa pričanja nas akterjev, torej mene, jasno, mojih sodelavcev takratnih in seveda politikov vseh. Glede, zakaj je šlo? Se pravim, da sem v zadregi in bom malo jeclal. Vsi jeclajo, ki imajo tako težavo kot ima jaz, ker ste me zadela v desetko. Ne vem, zakaj bi bil jaz moral, sem pa čez prvi, ko moram nekaj potem povedati. No in skratka, naj povem prvič dejstvo iz tistega časa. Sistem manevrske strukture je bil zaprt
politično zaprt na ravni dveh ministrov, tandema dveh ministrov. Za notranje zadeve in obrambo, torej Bavčarja in Janša. To je bila najvišja raven seznanjenosti, vedenja. Ona dva sta tudi meni odobrila, da bomo razčistili relacijo. Jaz sem pobudnik take oblike organiziranja. Lahko mu rečemo tudi ilegalno, absolutno v odnosu na jugoslovansko zakonodajo. Druge poti nisem videl, kako pa to narediti, ko smo bili razoroženi goloroki, prepoznal pa sem pod filmu govorim, da je bila razorožitev prvi korak agresije na Slovenijo, ker je čas pokazal, da sem imel prav. Skratka, do tu je vse lepo in prav. Ne? Ko se je pa ta film snemal, veste, to je leta 1992, so pa bile v Sloveniji in v mednarodnem kontekstu posebne okoliščine. Slovenija je rabila biti priznana, sprejeta v mednarodne organizacije in tako naprej in tako naprej. In je bilo že težko, smo imeli zategnjeno grlo, ko smo o tem bi morali govoriti odkrito kot danes, da zadeva seveda ni bila formalno posem tako, kot bi danes moralo biti, če me razumete. No in grem zdaj potrebno na odgovor. Ne? Torej, tam je del neresnice. Torej, jasno, da Kučan za to zadevo ni vedel. Je bil izločen, ampak to ni moje vprašanje. Kot še enkrat rečem, sistem je bil zaprt na ravni dveh ministrov. Ko sem eno vprašanje, v bistvu vloga Jerka Kacina, da sem včeraj poskušal dobiti odgovor od njega, če je imel predavanje in rekel, da nima dovoljenja ministrstva za zunanje zadeve, da bi o tem govoril. Ena glas govor, kad ti šesta sliši, prosim. Kakšna je pravzaprav, a je Kacin v bistvu posredno odgovorno za to, če ni obvestil vas o teh pogovorih? Kakšna je njegova odgovornost? Njegova dolžnost, prvič, da je to razčistiti. Torej, Jelko Kacin takrat ni imel ničesar upraviti direktno v sistemu poveljevanja obrambi. To moramo razčistiti, seveda. On ni bil na nikakršni funkciji, ki bi bil kakšnokoli pristojnost. Če se karkoli petljal, jaz temu rečem, pa ne bi izključil, da se je, ker ga poznam kot takšnega človeka, da je rad svoj nos stikal čestokrat tam, ker ne bilo treba. Veliko prevečkrat. Tako ga jaz poznam. Da je kaj takega počel, jaz tega ne izključujem. Samo potem danes naj stopi, tako kot stopim jaz pred medije, pred vas, pa naj to pove. Ne pusti, da se meni reže jermene iz hrbta. Na tak način, ko to počenjajo. Ne vem, zakaj tega ne naredi. Da bi pa rabil danes dovoljenje ministra za zunanje zadeve, da bi o tem spregovoril. Pa dejte, no. Kaj če vam vse sprepričevati, naj vas ne ima za norca, lepo prosim, no. Pa še eno stvar, mislim, da sem bil včeraj na tej tiskovni konferenci in tam je bilo, ne bom 100% rekel, ampak če se spomnim, po spominu rečeno, da naj bi se najprej vi dogovarjali z Merlakom o prestopu, potem pa naj bi to prevzel. Jaz? Sicer, začudenje malo popravljam. Res, se moram vrniti na prvo obtožnico. Take norosti, ampak jaz ne moram to komentirati, se mi zdi brez veze, da trošim čas za to, ker to ni tako bistveno, pa čeprav je pa smešno, no, dajmo se komor zganjati. Pišejo celo, mene posiljuje, da sem jaz zlorabil zaupanje celo v nekem delu dikciji. Da sem jaz bil seznanjen, da mi je Merlak nekaj zaupal in da sem jaz izrabil to zaupanje, da je sodeloval v projektu manevrske strukture, ljudje moji. In ne vem kaj, nikdar slišal, nikdar videl za Merlaka in nimam pojma. Skratka, ne vem nič, da to so norosti. Kaj pa vloga Andreja Lovšina, ki naj bi vozil gospoda Kacina na nek sestanek v tole kočo na... Naj vam odgovorim, prosim, predno slišim do konca vprašanja, ne bi želel biti neljuden, ker gre čist napačno smer. Torej, zakaj ne vprašate, lepo prosim, zakaj ne vprašate Lovšina, zakaj ne vprašate Kacina, naj povedo, na kakšne koče so se iz kakšne namenom vozili. Jaz o tem pojma nimam, jaz o tem nič ne vem. Lahko sam še jaz predelam to manevrsko strukturo danes. Ker bi mogli pa čez 5 minut potem pa... Vem, na hitro so sem, prosim, na res kratko vprašanje. Razložitev Slovenije, vloga Kučana, na kratko. Veleizdaja, na čelu, seveda, te veleizdaje je bila partija, na čelu partije je bil Milan Kučan, UDBA in tako civilna kot vojaška. Ne pozabimo, da je bila tajna policija partije, in oni so to izvedli in da tega ne bi vedeli. To je preprosto po teoremu nemogoče. Nemogoče. Dve obletnici sta, dve proslavi sta bile, zakaj se jih niste udeležili? Zato, ker ne vidim potrebe, da že tukaj vidim osnovo v manipulaciji, da se z dvema proslavama praznuje eno in isto stvar. Torej,
tudi desetletja trajajoča manipulacija z dnevom slovenske vojske. Slovenska vojska je leto stara 26 let. Ta vojska je bila spočeta na relaciji med Kočevjem in Ljubljano, če hočete definicijo od mene, torej v leta 90 in rodila se je pa seveda v Sloveniji. Pa pogledajte še to, zakaj se ne udeležim, torej imam grenko izkušnjo, kjer nisem nasedel pasti, ki se mi je nastavila. Poglejte si proslavo v Križankah 4. oktobra preteklega leta, kjer so tudi predsednik vlade in mnogi drugi prepričevali vas in javnost skozi vas, da je šlo za poskus razorožitve. Šlo je za zločin, razorožitve naroda, da se ni imel s čim braniti, načrtno. No, danes pa tudi razlogi taki, polno jih je, tudi to se mi zdi na moč balkanska diplomacija, ki prevladuje v vojski, ali pa če hočete ministrstvo, pa jih bom bolj pohvalil, kajti bil sem zjutraj poklican se strani državnega sekretarja, spomnite me, da ne bom preskakoval iz ministrstva, da na prireditev, ki je bila prvo v Križankah, potem gospodarsko razstavišče, niti napisali niso na vabilo spoštovanega gospoda Boruta Pahorja, predsednika države in vrhovnega poveljnika oboroženih sil. Kako se je počutil stopiti na oder? Diplomatski zbor vabijo, brez da napišejo govorca. Študiral sem v Angliji, leto dni v Ameriki. Če bi se to v Ameriki zgodilo, v Nemčiji, v Franciji, vrh vojske mora odstopiti. Kaj se pri nas zgodi? In še povrh vsega vam to pokažem. Niste pozorni, morda bili, pa vodite. Takšno vabilo v neki srebrni kuverti dobivamo domov. Za praznovanje jutri, mogoče tudi zaradi mojega rojstnega dne. Tako praznujem jaz moje 60-letnice. Dostojno generalo na bojišču bi rekel, če se šalim. Glejte, kaj piše, da vam preberem, pa si pogledajte vabila, ki jih imate. Da bodo jutri praznovali, glejte, 26. obletnico delovanja manevrske strukture mednarodne zaščite. No, pa naj praznujejo mednarodno zaščito brez mene. Pa še povem, kakšen klic je pa dobro, da začnem, da končam z malo plusi, pa še čestitko pa bom izrekel, bom pa končal. Pa naj me pa čakajo na sodišču, če treba. Skratka, klical me je državni sekretar, glejte, bodimo tu kolegi, pa mi pomagajte, žal, niti imena ne vem, ne mahati z rokami, ko general govori. Me je poklical in mi dal vedeti, da se je ministrica odločila. In zato javno povem, nimam pisnega še odgovora, jaz sem zaprosil za pravno pomoč, da se je odločila, da mi bodo pomagali finančno, pravno, in vsakem pogledu sicer, komu lahko zapišete. Pripravlja se moj obisk pri gospe ministrici oziroma državnemu sekretarju, verjetno v petek, kjer bomo detalje opredelili. In samo še toliko. Spoštovani, jaz le čestitam, mi praznujemo 26 let slovenske vojske, 25 let samostojne in demokratične države. In želim vam in vsem sodržavljankam in sodržavljanom veliko več Slovenije, veliko več samostojne in demokratične Slovenije, veliko več Evrope. In dajmo se vprašati o tej obletnici eno stvar, ki se mi zdi najpomembnejša. Vsi skupaj, pa tudi si odgovorimo na vprašanje. Res nas udbaši fopajo s tem, da nam mladi odhajajo, ker se Sloveniji ne da živeti. Temeljito svet poznam. Jaz nisem nikjer našel lepše. Jaz bi normalno, da jih pobegnil, pa ne bom, edin tukaj lahko živim, tukaj je krasno živeti. Sam vprašajmo se že enkrat, kam ti mladi bežijo? A ti mladi bežijo morda na Balkan? A morda bežijo v Rusijo? Kam? Zahodne države, urejene države bežijo. In poziv vsem je, dajmo že enkrat spostaviti pogoje normalnih evropskih držav, pa boste videli, da bojo mladi doma ostali in jaz se prepričan, s tem zaključujem. Hvala vam, ker ste prišli, da v Sloveniji kmalu še zelo lepo živeti. Hvala.